tudi če si talentiran, ne, ker te, ki pridejo, bom rekel, na največji oder, ne, so vsi talentirani, tudi, ne, mislim, velika večina, ne, če ne bi bili tam, ne, ampak so pa tudi garači, ne, tako da eno brez drugega ne gre, no. Vse se začne vse pač za psiho, ne. Ti si lahko zelo pripravljen, pa če ne boš mentalno not, pač se predsvit v borbi, ne. Več ljudi ukvarjali tudi z borilnim športi, predvsem otrok, no, da bi mogoče razumeli, pa da ne bi bilo toliko nasilja, no. Saj jaz vidim, ker imam tudi kakšne, bom rekel, sem že imel težavne otroke, ne, pa so imeli polno energije, ne, bom jaz bolj tako rajš opisal, polno energije, pa niso znali usmeriti, pa ko se malo spuhe na treningih, pa ko vidijo, kako je to lahko fajn, ampak na treningu, ne, da se morajo pretepati v šoli, ne, je to sam plus, no. Sem rekel, ne bom se upravičil, ne. No, in pome pa tak kmečki kroše udaril, ne, jaz sem se sklonil, tako da se je šel kul obrnil, so se še vsi smejali, ne, in potem so se stebili, potem sem ga pa še enkrat butnil na nos, da me mačken kri potekla, ne. Dragi gledalci, danes sta z mano dva borca, Jan Berus in Alen Štritov. Jan je uspešen MMA borec, Alen pa je njegov trener, je pa tudi Alen bil včasih uspešen borec, bil je evropski prvak v K1, tako da obeta se nam zelo zanimiv intervju. Glejte ga do konca. Živijo, fanta, kako sta kaj? Živijo. Ja, super. Super. Sta že kakšen trening danes čez dala? Ne, še čakal, gre se upamo. Zdaj sem pa skupinco trening ob 11, tako da direkt po temu gremo še tja. No, super, super. Jan, ti si uspešen MMA borec, dajmo najprej gledalcem povedati, kaj pomeni MMA, da bojo vsi vedeli. Tu je v bistvu kratica za mešane borilne veščine, sem pač iz angleškega, ne. Ja. Kratica. Spravo mešane borilne veščine, to je v bistvu za miks vseh disciplin, no. Od kickboksa, tajskega boksa, jiu-jitsa, spravo na parteru, do vzvodov, do davljen, pa tudi do wrestlinga, se pravi do metov, juda. Tu se v bistvu potem vse skombinira, pa da se potem v bistvu borijo v enem omejenem prostoru in ja, zmagovalec pa imaš ali na odločitev ali pa če pride do zaključka, no. Se pravi, po domače povedano je tle vse dovoljeno, ne? Tako, ja, vse je dovoljeno, ampak še zmeraj so neka, ajmo reči, humana pravila, ne. Ni nekih, ne vem, ne grize se ali pa ne smeš človeka pač s palci v uč najbost, pa kakšna brca med nože, tudi ni dovoljeno, no. Taka osnovna pravila, bomo rekli. Videl sem tiste rokavice, ki jih imate, ne. Tu so čist, rekel, švoh rokavice, mislim, nekaj veliko blazinjeno, ne. Ja, tako da vsak udarc šteje, če preleti, treba kar paziti. Pa kako, da kakšne zobe zgubiš, pa ni nevarno? Ja, zaenkrat še ne, če potrkamo, ne. Pa jih, da jih kdo zgubi, ali? Po mojem, da ja, v planu ni, da smo mi na tem koncu, ne. Ti si zdaj v zadnjem času kar zmaguješ vse borbe, večinoma vse v prvi rundi, kako ti to uspeva? Imaš kakšen poseben recept, ima to trener? Mislim, z ekipo itak pregledamo, mislim, že tako trenerji pregledajo nasprotnika, pa še jaz sam pregledam, pa mi še analizira skupina, pač prednosti, slabosti in potem se na podlagi tega tudi naredi nek plan. Jaz pač itak probam izvršiti ta plan, kako gre. Vmes se pa itak adaptira v borbi, če treba kaj, če kaj preseneti. Ampak nekako imam tudi samo sebi tako, no, da res zaključim borbe, pa rečemo, da zavoham, da je treba, no. No, sem tu so kar veliki uspehi, kar si zadnje zmage dal čez, lahko mogoče malo poveš. Ja, mislim, predvsem vsi vejo za prvo borbo, ki sem imel, da je bilo tudi največ pritiska, ker je prva borba pa proti Italijanu, ne, ki je bil zelo glasen. Tu je šlo kar tako viralno po internetu in po Italiji, po TikToku je bilo povsod, so mi vsi
message pošiljali. Ja. Predvsem Italijani. Ne. To je bilo najbrž predvsem zato, ker on te je tam na tistem srečanju v Drinu, ne? Ja, tako vam je v Drinu in potem pač glasen je bil, agresiven, ne, že na vaganjih in tako tudi v interakcijah v backstage. Ne. Ja. Tako da je bilo zelo pestro. Ja. In rečemo, to njegovo obnašanje je tebe, mislim, kakšen vpliv je na te imelo? Je mu vpliv, zdaj ga pa bom še bolj sigurno razbil, ali je mogoče si se pa tudi malo ustrašil, ker mislim, da te je malo samozavest spustil, ker je bil on tukaj samozavesten. Se pravi, bila je tudi prva profi borba, sem imel nek pritisk že na tem, ko hočeš imeti uspešni debine. Ja. Je bilo pa tudi pač nepričakovano, ker tudi ljudje z, ne vem, Malen, ki ima tudi nekaj izkušenj že, neitski organizator, ne, pač niso še nikoli kaj tazga videli, ne, tako da je bilo za vse neka unikatna izkušnja. Ne. Nekaj tazga tudi ne moreš ti igrati, bi lahko rekel, ne. Možeš imeti malo res problemov tudi v glav. Zame, no, pač mi je bil pritisk, ampak smo videli, ne, da se vse lepo rešili. Pa misliš, da kdaj ni igra tudi vse skupaj zanimivo izgleda, da se kdaj malo to zmenja, da bo drug drugemu malo čez njega govoril, ker to je lepo, reklama, več ljudi pride. Pa definitivno tudi tu, no, mislim, tudi v UFC-ju, ne, tu ljudje delajo, ampak pri temu Italijano pa lahko rečemo, da je bilo tu, da ni bilo zaigrano. Sem imel tudi interakcije z njemu izven, se pravim, ne. Ker kamere niso lepo žgane, pa brez ostalih ljudi. Pa je kar skakal. Je bil še zmeraj zelo glasen, ja, tako da... Ampak kaj s tem dosegel, mislim? Ja, mislim, za njega definitivno dobi pozornost. Že takrat mu je ta following na Instagramu in TikToku zelo rastel, ne. Meni takrat še ni. Po borbi, ko se pa vse odvil, pa ko se je cela zgodba naredila, pa še meni začel naraščati, ne. Ta following, v bistvu bolj za to se gre, no, za to pozornost. Pa, ne vem, mogoče vedel v karieri ne bo več naredil, pa je tu nek motiv, da je potem bolj glasen, pa da ima take izpade, no. Plus ostale substance, katere ima v svojem telesu, ne. Tako da... Kaj pa ti, Alen, praviš na vse to, ko smo se zdaj pogovarjali, rečemo, kako ti to vidiš, zakaj misliš, da je Jan tako uspešen, da mu tako dobro gre? Jaz mislim, da v prvi vrsti zato, ker je predan športnik, posluša nas ekipo trenerjev, kar se dogovorimo, to se drži, ne. In to je pol, jaz mislim, da recept za uspeh, no. Pač že res dolg gara. Tudi, ne vem, sigurno bo kdaj prišla kakšna napaka, ampak jaz mislim, da je pač to najbolj pomembna komunikacija znotraj ekipe, ne. Da se pove, ne vem, mogoče bi to drugače, mogoče bi to tako, se podiskutira, nima zmer samo en prav, ne. Tudi jaz, ker sem trener, na primer, se upam to priznati, da sigurno sem kdaj zmotil ali pa karkoli, ampak to pač se pogovorimo, popravimo, ne vem, ali pa tudi v borbah se bo zgodila kakšna napaka, se naredijo, mi analiziramo, in pol do drugič popravimo te stvari, no, da še v bistvu še izboljšamo performance, no. Tako da res vsak dan delamo na tem, da napredujemo in to je, mislim, da ključ do uspeha, no. Res živimo za ta šport, vsi, cela ekipa, no. Samo to delamo in to je to, ja. Si rekel ekipa trenerjev, a je tukaj še kdo drug trener poleg tebe? Ja, zdaj za jiu-jitsu, za borbo na tleh, imamo Nejca Hodnika, pa dosti pomaga še Jure Cesar, on je tudi stand-up borc bil čas, pa je zdaj trener, pa Anže Jert za prehrano še nam zdaj pomaga tudi, no. Tako da v bistvu smo neka taka ekipa, pol imamo pa še par fantov, ki so tudi rečemo tako ožja ekipa, s katerimi pa treniramo sparinge dela, tako, no. Tudi v mojem klubu, pa potem še hodimo v Grosuplje, v Litijo, pa v bistvu imamo tako, ne vem, parkrat na leto še kempe v Srbiji, na Slovaškem, tako, no. Da se res gremo all in, bom temu tako rekel, no. Damo se od sebe na pripravah, nismo samo doma zaprti, vse vemo, ne, bomo kao rekli na rekovajih, ampak gremo ven, se sprobamo to z drugimi, vidimo napake, to popravimo in to se pol obrestuje, no. Upam, da bo šlo tako še naprej.
Koliko na dan pa ti to treniraš? Se pravi, 2-krat na teden, 6 dni v tednu. Misliš 2-krat na dan? Ne, 2-krat na dan. Ja, 2-krat na teden je bilo malo. Včeraj sem imel malo dolgo snemanje, tako da sem še malo zmečkal na danes. Ja, 2-krat na dan treninge, 6-krat v teden, en dan na teden fraj, da se malo vse pride, no, tako je ponovadi. To je urca pa pol je trening. Pa rečemo poprečno, ja. Koliko je pa tle pri tem športu, rečemo, neka kondicija pomembna, vzdržljivost? Pa je pomembno, definitivno pomaga, če si ti hitrejši, močnejši, imaš boljšo kondicijo, ne? Ampak velik faktor je pa tudi izkušnja, no. Tle je še največ, ti imaš lahko damo zdaj enega, ki ima res, ne vem, kondicije, laufa lahko, ne vem koliko hiter, ne vem koliko cajta, ne. Pa ga daš v ta šport, pa ki nima izkušnje, moraš tudi vedeti, kdaj počivati, kdaj ti delaš, kdaj, ja, veš, moraš malo bolj rezerviran, pač je veliko faktorjev, pa izkušnja so glavni faktor. Koliko je pa tle, jaz sem enkrat imel možnost spoznati na enem seminarju Dejana Zavca, pa sem ga vprašal, rečemo, ko gre v borbo, koliko je ta, bom rekel, psihična moč pomembna, koliko si v glavu močan, pa koliko si pripravljen na treniran, ne. Zdaj, rečemo, tu govorijo, pri smučanju je zelo visoka ta psihična, rečemo, pri nekem slalomu, veleslalomu. Jaz sem rekel, jaz sem sam mislil, da je pri teh borilnih veščinah to manj, ker je le pač na moč pa to, ampak meni je Dejan Zavec rekel, rečemo, da je 80% psihična pripravljenost. Bi se videla tu strinjala, se ne bi? Jaz bi kar povišal odstotek, no. Tako da, ja, bi dal kar 90, če ne. 90? Kar večina, ja. Se pravi, pol, če ne verjameš, da boš enega premagal, ga sigurno ne boš. Tu definitivno, ne. Se začne vse pač za psiho, ne. Ti si lahko zelo pripravljen, pa če ne boš mentalno not, pač se predsvit v borbi, ne. Tako da hitro, ne vem, recimo kako izmenjava, kako udarec dobiš, pa začneš padati, pa dvomiti vase, ne. Tudi hitrejš se umakneš, če ne verjameš. Potem imaš priliko nasprotniku, da on začne svoje delati. Veliko je tle stvari, pa pol, ko se ritem začne spreminjati borbe, ne. Ti ne gre v tvoj prid, moraš tudi obrniti to, ne. Tako da je veliko tle, psiha je zelo, no, ogromen del. Če ni po moje še v tem športu, še najbolj, no, pomembno. Zanimivo, sem narobe razmišljal, rečemo, slalom je taka disciplina, ne, ki lahko za 2 centi greš, pa zajahaš kovček, ne, pa je konc, ne. Tukaj pač 2 centi udarec fali, ne. To je pa tudi res, ja. Pa je malo hitrejši proti tebi, ne, tako da... Kaj bi pa ti, Alen, rekel glede tega? Ja, jaz isto mislim, no, da je oboje isto pomembno, ne. Tako, ko me včasih vprašajo za zdravje, kaj je bolj pomembno, ali trening ali prehrana. Ja, oboje je 100%, ne. Mislim, okej, ja, lahko si ti dosti močan, pa boš malo slab zgledal, če boš malo slabš jedel. Ampak če pa češ ti dobro počutje, ne, rabiš pa intrenirati in prehrano imeti kukar tukaj urejeno, ne. Se pravi, če češ ti v borbo, neko osnovno kondicijo rabiš, ne, imeti, ne, mislim, imajo vsi na njegovem nivoju, so fantje vsi izklesani v formi, tudi tu pač imajo vsi, pol pa res razliko naredi še tista glava, ne. Tukaj si zdaj omenil mogoče smučanje, vem, da, ali pa vse v vseh športih, no, je to ni zdaj, delajo vizualizacije, razne stvari, si že prej v glavi predstavljajo, tudi Jan, na primer, on dela vsada na tem, ne, da si ti v glavi predstavljaš, da ti vizualiziraš, kako bo šla borba in dobre in slabe trenutke in tudi, ne vem, občutek treme na koncu, kako bo zmagal, ne, in tu manifestiraš v bistvu v mislih tudi po eni strani in dejansko se večkrat spraviš po ta pritisk in pol tudi bolj verjameš vase, no, tako bom rekel. Tako da, ja, psiha, glava je tudi en ful velik faktor, no, ker naprimer dosti borcev ali pa fantov poznamo, ki so na treningih res vrhunski, ne. Ker lepš dela, naprimer, na vrečo, pa ga gledaš, kot da je v filmu, ne, ampak pride pa v borbo, je pa konc, ne, ni performansa pol, ne. Tako da, ja, psiha je kar velik glavni faktor, ja. Saj to je, rečemo, tudi v biznisu, ne, to je že, mislim, da je Henry Ford rekel, ne, v primeru, da misliš, da zmoreš in v primeru, da misliš, da ne zmoreš, v obeh primerih imaš prav, ne. Tako da
Tu sigurno drži. Ja. No, kaj pa prehrana, koliko je pa prehrana tukaj pomembna? Pa tukaj mora biti vse v bistvu poklopljeno. Sprav, vsaka stvar, kar lahko pomisliš, mora biti v nulo, da 100%, lahko ti pol imaš un dan, ki imaš res ta performance, ki je najbolj važen, da je res na maksimumu. Ne. Tako da mora biti vse, pač vsak segment mora biti, od prehrane do kdaj greš spat, koliko boš spal, ne vem, vse je tleno, tako da. Kako pa izgleda, rečemo, tvoj jedilnik? Ja, zdaj, recimo, kako hočem zdaj to razložiti? Ja, načeloma bi jaz opisal tako, da se zdravo prehranjuje, raznoliko. Ne vem, da dobi tudi dost, rečemo, in beljakovin, hidratov in maščob. Se pravi, tu zgleda po domače, praktično je vso hrano, no. Je tudi zelenjavo, sadje, pa ne vem, kar dost mesa, rečemo, poje tudi kakšna jajca, ribe, take stvari, no. Pač čim bolj raznoliko, čim bolj zdravo, ne. Čim manj nekih teh, bi rekel, sladkarij, maščob. Tudi to ni nič narobe, če kdaj pa kdaj, saj živimo tudi, da se malo pregrešiš, pa da uživaš, ne. Ja. Ni tle alkohola, ne, prostora za pač tekmovalca, ne. Lahko po tekmi jaz pijem eno pivo, Janga še po tekmi praktično ne, no. Ker ni potem regeneracije, so drugi vnetni procesi v telesu, take stvari, no. Tako da v bistvu moraš biti kar discipliniran, no. Pa ti spiješ kakšen pivo, kdaj ali ga ne? Jaz? Ja. Ja, redko, ampak kadar pa, takrat pa ja, no. Ja, to imaš verjeten v glav, da pač, če so ti tu prej skozi prepodvali, kako to škoduje, ne, imaš pol najbrž kar malo odpor tu spiti, ker veš, koliko ti škode naredi, ne. Pa tako bom rekel, no, jaz se mi zdi, da pol, če spijem 2-3, bom iskreno povedal, se kar sprostim, sem veseljak po mojem mnenju, ne. Ampak je pa res, da ne pijem pa velikrat, ne. Naprimer, če gremo mi zdajle, ne vem, v gostilno, jaz ne bom nikoli naročil eno pivo, ne. Če pa gremo ven, pa da spijemo 2, 3, 4, potem pa ja, no. Ampak se pravim, to je res redko, ker ni časa, da si bi lahko privoščil, ne. Jaz sem v telovadnici praktično vsak dan in zdaj ne morem kar vsak teden se ga napiti, ne bom tako rekel. Prvič ni zdravo, drugič pa ja, mi tudi ne paše, no, sam okus, no. Hotel sem reči, rečemo, ne, zanimivo, ko sem bil jaz mlad, pa smo to po diskotekah pili, pa to, ne. Tu se nismo zavedali, da alkohol kakšne posledice prinese, zato ker nam ni noben povedal, ne, zdaj to, če bi povedal, bi najbrž isto bilo, ne. Ampak tako je to, ne, jaz tudi ne razumem, rečemo, v hribe ljudje, ki hodijo, da je tudi tukaj kratkih zjutraj, treba takoj kratkega spiti pa to. Jaz tu pa vem, da ratam tako len, da jaz že na eno goro pridem, pa pol gor, da spijem enega kratkega, si bom gor ustal, se ne bo se mi dol dalo jet, ne, tako da. Ja. To je mogoče pa taka družbena navada, ne, da se malo poveselimo v alkoholu, ne. Mislim, to je že zmeraj najbrž v kulturi in se tudi tako vzame, ne. Sej, mislim, če vsake tukaj ni nič narobe, ne, ampak ja, no, sploh za športnika vsakodnevno, mislim, ne sploh vsakodnevno, niti tedensko, niti mesečno za športnika pa pač ne pride v poštev, ne. Jaz zdaj ne tekmujem sam več, bi lahko tudi spil pivo, ne, ni noben problem, ampak ga pa pač zaradi sebe ne tokrat, ne. Še tole me zanima, rečemo, koliko je pa tle, rečemo, talent, koliko je pa trening, tako bi rekel, ne, ker pravi, eni so talenti, ampak pol pa tudi pravi, da sam talent brez treninga ni nič verjeten, da je nekaj na tem, kako bi ti Alen rekel. Ja, definitivno brez treninga pa brez trdega dela ni nič, ne. Poznam kar nekaj talentov, ki bi lahko marsikaj dosegli, ampak prvič mogoče niso bili pripravljeni tukaj svojega prostega časa ali pa kakorkoli bi temu rekel žrtvovati, ne, se tukaj temu posvetiti. Ali pa tudi čemu se odrekati v bistvu, ne, pol, ne, ker pač, ja, res je treba kar nekaj ur vsak dan temu posvetiti, tudi če si talentiran, ne, ker te, ki pridejo, bom rekel, na največji oder, ne, so vsi talentirani tudi, ne, mislim, velika večina, ne, če ne bi bili tam, ne, ampak so pa tudi garači, ne, tako da eno brez drugega ne gre, no. Definitivno so različni ljudje, ne, bom rekel, gibalnih sposobnostih, ne, eni malo
boljši, slabši, kakorkoli, ne. Ampak pol je pa treba res v vsakem primeru garati vsak dan, no. V vsakem športu, v nobenem športu, v današnjem svetu, kar gledamo, ni več nekega polovičarstva, bom tako rekel, no. Moraš res garati vsak dan, če hočeš, da boš tam, da mi sploh vemo, da obstajaš, no. Kako pa ti, Jan, ti rečemo, je tep, se pravi, ti je samo trening, ti je samo to delaš, rečemo, ne, treniraš, pa borbe, pa to, ali še kaj delaš, doma imate mizarstvo, ne, a delaš tu še kaj doma, ali si to dal? Doma še isto pomagam fotru, kakor so dano, definitivno pa ne delam zdaj po 8 ur na dan, ker je enostavno ne prišlo vse skupaj, ne. Tako da rečemo poprečno 3-4 ure na dan, da delamo, tako 5-krat, 6-krat mogoče maks na teden. Tu še zraven, pa zdaj še diplomsko pišem, ne, in tu mi je skozi pestro, skozi nekaj zadelati. Star si pa koliko, 22 let? 22, ja, sem glih aprila dopolnil, tako da nekaj imam še lufta. Nekaj imaš še. Te borbe zadnje, ki si vse v prvi rundi zmagal, je bil to že cilj, da v prvi rundi zmagaš, je bilo to planirano ali je slučajno prišlo? Mislim, za vse je moja familija in prijatelje in tudi za trenerje verjetno najbolj, da prvi rundi zaključim, je manj stresa, ker pa če je tu 3 runde, tam 15 minut, da se zanimo tam pač tepamo kletke, ne, tako da in meni je veliko bolj, če sem prvi rundi konc, tako da. Pa rečemo, treningi so osredotočeni na to, da boste v prvi rundi končali, ali? Treningi so samo osredotočeni, da si pač vsak trening boljši postaneš, no. Tu je v bistvu glavni cilj, ker se če pogledaš, vsak dan, če malo boljš postaneš, ne vem, rečemo 0,5%, 1%, pač na koncu z veliko nanese, ne. Tako da to je v bistvu glavno, no. Kaj pa ti praviš, ali na tolega ti pripravljaš, da bo v prvi rundi, ali kako imaš pa ti taktiko, kakor lahko poveš, da nas zdaj kaj preveč izdal, ne? Ne, sej, mislim, bom tako rekel, ne, tudi zdaj prihajajoča borba, ko je od Jana, je prvič 5x5 minut, ne. In jaz zmer računam, da mi moramo biti pripravljeni za najslabši scenarij, ne. Se pravi, Jan mora imeti kondicije, če prve 3 runde, bom rekel, tepen, zgublja, moramo mi imeti nek način, kako spreobrniti to borbo do konca v našo korist, ne. Ker nikoli ne veš, kaj se lahko v borbi naredi, lahko se poškoduješ, lahko se, ne vem kaj se bo treba prilagoditi, ne. Tako da tudi v teh situacijah se pogovarjamo, da ne vem, ko si ti znotraj borbe zlomiš prst ali pa si poškoduješ karkoli, treba se prilagoditi, treba se boriti brez tizga in nekako zmagati, no. Tako da Jan je definitivno pripravljen na borbo do konca, no, tudi na sodniško odločitev, če je treba, ne, z nekom, ker sigurno obstaja borc, ki bo zdržal pritisk, ki ne bo kar v prvi rundi konc, ne. Ampak ja, tako kot je Jan rekel, najraješ pa vidim, če je v prvi rundi konc, da se res vse poklop, ne, da ga nekako, bi rekel, taktično premagamo, pretentamo, no, ko jaz mislim, da je to v bistvu borba zame je v bistvu neka igra, bom rekel, ko šah, ne, se pravi, vsi so dobro vrhunsko pripravljeni, ne, na tem nivoju, ko je Jan. In tle je v bistvu samo kdo se pametnejš pol, kdo naredi pametnejše poteze, bom tako rekel, no. Ko en šah, sem da je človeško telo zraven v igri, ne. Kdo bo, ne vem, v boljšo taktiko, kdo bo večkrat zadal, ne vem, udarec po nogi, te potem noga boli, pa tisto izkoristiš. Tako, no, da se v bistvu cela taktika pripravi, da ga čim lažje premagaš, ne, da izkoristiš njegove slabosti in da ti zmeraj probaš začenjati s svojimi dobrimi stvarmi, ne. Se pravi, ker če bom jaz delal svoje dobre stvari, ima veliko več šans, ker če čakam, da on meni dobre stvari svoje dela, pa se moram braniti, ne. Probamo biti zmer korak pred nasprotniki zdaj. Zaenkrat je to šlo, upajmo, da bo tudi naprej, da bomo uspešni, no. Kako pa je pri tem MMA-ju, se pravi, zdaj so bile runde 3 minute, ali kako? 5 minut so runde. A 5? Aha. Ampak do zdaj so bile 3 runde. Aha, zdaj bo pa 5. Zdaj, ki je pa za šampionski pas organizacija Valhalla, ki bomo imeli v Celju 19.10., je pa 5x5 minut, no. Tako da to je pa res najbolj naporna oblika borbe, ne, če greš samo 4., 5. rundo, je tu, če si predstavljamo 25 minut borbe. To je noro. Ja, ti sam veš, ne, ki si primer probal 3x2 minute, ne. Ja. Zdaj pa to 5x5 minut, ne. 3x2 minute je 6 minut, pa vmes 2 minute pauze, ne.
Tle pa 25 minut, pa 4 minute pauze. Tako da to je res nepredstavljivo težko, no, za človeško telo, ne, redko kjer bi bil to sposoben narediti, ne, ampak ja. Zakaj se pa glih človek pri borbi tukaj zmatra? Jaz mislim, da se nikjer ne zmatra pri nobenem športu tukaj. Ni mi jasno, ker ne zgleda to. Ne, mislim, jaz lahko teč 2 minute na polno, v hrib ne bom tukaj zmatran, kot pri 2 minute borbe. Ne. To je neverjetno se zmatraš. No. Ja, sej pravim, pač izkušnja so tukaj, ne. Ti moraš isti cajt, ki razmišljaš v ofenzivi, kaj boš, naprimer, naslednji napad naredil, moraš isti cajt od vse braniti od nasprotnika, ne. Tako da in je veliko razmišljanja, kar vse je, ne. Tako da... A tudi možgani misliš, da energijo jemljajo, pa te zmatrajo? Tako kot pri šahu, oni isto full kalorij skurijo, ne. A ja, no, to niti nisem vedel. Moraš in razmišljati in pač grati na polno, ne. Nekako boje naenkrat. Kaj si ti hotel? Ta pritisk je tudi od nasprotnika, ne. Če se ti odločiš, da tečeš, bom rekel, si sam zbereš tempo, sam daš od sebe, kakor hočeš, ne. Ja. Tukaj pa ni čisto, ne. Ne vem, evo primer, bomo telovadnici fante, ki so mlajši, ki so bolj pripravljeni kot jaz, ne, pa se oni veliko prej zmatrajo, ko sparirajo z mano, ne. Zato, ker jaz sem sproščen, zato, ker vnaprej vidim, kaj bojo oni naredili, ne, ker imam izkušnje, ne. Že točno vem, kjer udarc bo vrgel, kako se bom branil, kako ga bom pol jaz malo zmatral, pa to, ne, taktično vse vnaprej. On se pa v bistvu skozi zategnjeno bori, ne, in če ti, ne vem, stiskaš roke na polno, če ti večkrat fališ, ne, se pa zmatraš, skuriš, ne. V bistvu je po mojem tu nek tak pač dodaten stres oziroma ti jemlje energijo, ker te nasprotnik tudi pritiska ustvarja pritisk, ne. Ko nisem tvoj tempo, da boš ti po svoje delal, kakor boš hotel močno, ampak te bo tudi on pritisnil, ne, in pol je skozi ta borba, kdo bo, ne, in si skozi napet in to požira energijo, no. To je zanimivo, rečemo tudi v alpinizmu, ne, so zmeraj dobri neki stari, ne, pride nekdo 70 let star na Mount Everest, rečemo, en mlad pa ne pride, ki ima več kondicije, ne. To sem bil enkrat na enem alpinističnem tečaju, pa je en prepodval, ali je bil to ta Štremfelj, ali je bil kdo drug, ki on je ful star usvajal te 8000 in je to velika izkušnje, ko imaš v glavu, kako se lotiš, pa tako naprej, ne. Vse, če pogledaš, je to skoraj vsaki stvar, ne. Ja. Isto, naprimer, zdaj, če ta podcast vadiš, prvič ne gre glih, ne. Ja, prvič glih ne gre, pa če dalje bolj, ne. To drži, ja, to drži. Kaj pa Jan, te je strah pred borbo? Pa strah glih ne bi rekel, no, mislim, če se že bojiš, je, ne vem, rezultata, ne. Hočeš najboljš zmeraj zase, nočeš nobenega razočarati, vsi te gledajo, pritisk je bolj pa neka anksioznost, ne. Je, tako da je veliko tudi, kako ti delaš s tem, no. Kako vzameš si, no, vse. Se pravi, ni te pa strah, da boš rečemo tepen, da te bo nekaj bolelo ali kaj tazga? Ne, tudi takrat pa res ne. Takrat to nič ne razmišljaš? Ko gremo v kletko, ko je pač tekma, takrat mi je res vse, ne vem, lahko karkoli naredi, pa pač, ne, ni mi takrat res. Bolj se da glede takih stvari, ne vem, na sparingih, bolj ka ne merkam, no. V fajtu mi je pač vse, no. Alen, ti si bil evropski prvak v K1, ne? 2015, da je bilo 2015, ne? Tam nekje 2015, 2014. Kaj pa rečemo K1 razlika pa MMA? Ja, v bistvu je K1 je kot del MMA, no, bom rekel, stoječa borba, ne, se pravi, so dovoljeni udarci z rokami, z nogami, s koleni, ali pa kar smo se borili še v tajskem boksu, so bili še skomovci, rečemo, ampak to je vse borba, dokler sva oba na nogah, dokler poteka stojene, ko pač kickboks je v bistvu to, boks plus noge. V MMA-ju pa tako, kar Jan rekel prej, še dovoljeno so meti, vzvodi, pride zraven judo, jiu-jitsu, wrestling, vse druge veščine, karkoli lahko porabiš, no. Pri nas pa v bistvu so določena, bom rekel, spotikanja, pa mogoče celo neki, mislim, niso glih meti, no, ampak lahko ga tudi na tla spraviš, no, ampak na tleh se pa borba ne nadaljuje, ga ne smeš udariti, ga ne smeš tiščati v tla, karkoli, no. Tako da je v bistvu samo stoječa borba.
To je glavna razlika. No. Koliko si bil ti takrat star, ko si bil prvak, kaj ena? Če to rečemo, zdaj 10 let nazaj, ne, v bistvu glih. Ja, tam 23, no. 22 do 24 nekje. Ne spomnim se točno leta, kdaj je bilo, ampak eno. Koliko časa si pol pa še tekmoval? V bistvu sem imel zadnjo borbo 2016. Bom rekel, sem tudi malo izkusne sreče s tem poškodbom, no. Ampak glavni razlog v bistvu je bil pol, no, da sem se mogel odločiti, da sem zaključil z borbami, no, tako rekel, da sem pač odprl svojo telovadnico, svoj športni center in enostavno ni šlo več, no, vse skupaj, ne. V bistvu sem malo skuril, po domače rečeno, no. Pa sem pol se mogel odločiti za eno stvar in mislim, da sem se kar pametno odločil. Verjamem, da je to najboljši možen poklic, ki ga lahko upravljam. Ga najrajši, tudi če sem včasih zmatran ali pa kakorkoli, no. Ja, tisti občutek zmage pa ne doživiš več kakor sam borc, ne. Ampak bom pa rekel, da odkar sem trener, da ko moj borc zmaga ali pa zgubi, da se čisto isto počutim, ali pa še boljš oziroma hujš, kakor prej, ko sem bil sam borc. Se pravi, prej, ko sem zmagal, zdaj, ko zmaga, na primer Jan, se še boljš mogoče počutim. Ali pa, ne vem, ko smo imeli tudi, še dolgo sem trener, 12-13 let, imam svoj klub, ko zgubimo, se isto slabo počutim, ali pa še slabš, kakor sem sam skupaj, ne. Ker pač res hočeš dati vse od sebe, kakor trener, tako da, ja, no. So v bistvu občutki isti, je v bistvu neka zamenjava, to iz ene kariere, bom rekel, v drugo in mi je to neko nadomestilo in sem se v tem res našel, no. Je pa verjetno tudi takrat, ko si ti zmagal v borbo za evropskega prvaka, je pa pol najbrž občutek fenomenalen, ne. Ti z dan in pol še par dni, to si v nebesih, Ja, po mojem, mislim, ne. definitivno se fajn počutiš, ne, vsi ti čestitajo. Sicer včasih je bilo to vseeno, bom rekel, majčkeno manj oziroma na dosti nižjem nivoju, kakor smo zdaj z Janom, ne. Tudi, ne vem, takrat sploh še ni bilo, ne vem, vsaj mislim, da jaz še takrat nisem imel Instagrama. Mislim, mogoče sem imel, ne spomnim se točno, kdaj se to začelo, ampak ni bilo to tako popularno, nismo to tako objavljali. Facebook je že bil, ne, smo dali kakšne rezultate skozi gor pa to, ampak vseeno je bilo malo drugače, danes je to medijsko, danes je to show business, bomo tudi rekli zraven, ne, tako smo se prej pogovarjali, ne, kaj je zaigrano, kaj ni zaigrano. Eni sami zase zaigrajo, ne, kakorkoli, ampak ja, no, za tiste čase pa je bilo tudi fajn, smo bili uspešni, no, lepi spomini so na koncu, predvsem to, no, šport ti da res neke življenjske izkušnje pa spomine, no, to mi je glavno, no. Poškodbe si omenil, kaj pa si mu za neke poškodbe? Kaj se tudi... Jaz imam malo, bi rekel, bolj ohlapne vezi, tako bom rekel, no. Ni mogoče glih najboljši material, pa sem v koleno dvakrat operiral, no. To se spomnim, ko si na Facebooku objavil. Ja. In to je pol kar več mesecev ne moreš nič delati, ne. Mislim, da sem od 7-8 mesecev, pa pol to drugič, ko sem pa križno vez, sem pa po 11 mesecih se že vrnil, ampak tudi zdaj, ko sem trener, pa to vidim, da mogoče ni bilo najbolj pametno, čist tako hitro, no, bi si mogoče še kakšen mesec lahko vzel, ampak takrat tudi še nismo imeli toliko znanja, mogoče, pa tudi hoteli smo čim prej, se športniki smo tudi načakani in ja, no, tako da koleno, ne vem, pa sem slepič pruh, zlomljen palec, take malenkosti, no, bom rekel, nič zdaj drastičnega, se super počutim, lahko treniram vsak dan, vse stvari se še naprej delam, ni da samo zdaj veliko operacij ali pa karkoli, ampak tako, no, vsaka taka malenkost pa te majčkeno ustavi, ne, pa če si ti izven ritma tekmovalnega, ne vem, 8 mesecev ali pa več, je kar, ne. Saj ti treniraš še zmeraj vsak dan, tudi o tem smo se že pogovarjali, ne, zmeraj pri vsakem športniku pride do poškodbe, ne. Zdaj samo odvisno, kako ti na to reagiraš, se pravi, se poškoduješ, ti imaš še večino drugega dela telesa, imaš vse v redu, ne. Lahko treniraš praktično vsak dan in skrbi za rehabilitacijo tistega, ne. Tudi če je treba operacija, bom rekel, ne, gleženj, kolen, karkoli, ti imaš še drugo nogo, ti imaš še roke, ti imaš cel telo, ne. Ti praktično lahko treniraš, napreduješ vsak dan, ne. Ni vse samo en trening, ne. Ti tudi spet, smo prej rekli, lahko vizualiziraš, lahko gledaš borbe, lahko, ne vem, jaz sem v zlomljen palec, jaz sem z eno roko boksal, sem noge delal, praktično se moraš prilagoditi, ne. Zdaj samo tu, če si to želiš, boš našel način, no, tako bom rekel. Ja.
Kako si pa ti, Jan, s poškodbam? Te prizanašajo ali imaš tudi kakšne probleme? Pa jaz bi rekel, da sem imel več poškodb iz takih izven treninga pa to, no. Mislim, definitivno sem tudi med borbo že kaj zgodil, ne. Ker pač nažalost je, mislim, pride do tega, ne. Imel sem tako, ja, vezi, ampak to tudi pride s tem, ker rasteš in vse je bolj tako, ne. Aha, to si že bil na kakšni operaciji? Ne, to ne. Gležne, potem levo roko sem na dvakrat zlomil, se pravi, to je tako od bedarij, bolj rečemo, ne vem, ko sem bicikl vozil, take stvari. Iz treninga v bistvu zdaj, ko pomislim, sem se še minimalno poškodoval. Ja, praktično moram reči, da Jan na srečo ne tako ostane, ne. Ker ni nekih hujših poškodb, no. Ja, se to je tudi veliko, nekaterem poškodbe kariere uničijo. Definitivno, ja. Je pa res, da tudi probamo malo bolj pametno trenirati, pa malo drugače danes trenirati, kot smo mi včasih, ne. Včasih tudi nismo imeli znanja, ali pa noben, ne. Tudi trenerji tukaj, kakor je zdaj, vse je napredovalo, ne. Niti mi sami borci, niti nisi kar vse najdu na internetu, mogoče ali pa nas ni noben prav usmeril, ne. Da bi še tu raziskovali pa iskali, tako da vse gre naprej, ne, in s tem tudi, po drugi strani je pa res, da pa je pa tukaj se napredovalo, da pa v bistvu pa malo več treniraš, pa kje drugje, pa se pa zaradi tega pol tudi borci, mislim, ali pa drugi športniki poškodujejo. Tako da poškodbe bojo zmeraj sestavni del športa, ne. Nimaš kaj, vsi hočejo loviti najboljše, ne, najboljši performance, hočeš največ napredovati in pol se ženeš do res skrajnosti, ne, tako da. Kako pa ste, Jan, začel s tem, kako je tvoja športna pot se začela? Si začel najprej trenirati borilne veščine ali kaj drugega, ali te že od malega šport zanimal, kako je to bilo? Ja, v bistvu od zmeraj že borilne športi, no. Jaz bom tako rekel, ne vem, zadnji sem našel eno sliko, ne, koliko sem na tisti sliki star, ampak ziher sem pri 2 letih že rokavice prvič gor, no. Stric je tudi boksal, oče je policist, ne, pa je tudi malo kadetnici, ne vem, jiu-jitsu, take stvari. Tako da v bistvu so mi bili zmeraj všeč privlačni te športi borilni, no. Pa te razne filme, ki smo včasih gledali, ne. In v nobenem drugem športu, bom rekel tako, no, nisem bil toliko dober ali pa uspešen, mislim, ne da nisem bil toliko dober, prej samo povprečen, no. Ali pa celo slabši. Tako da pol mislim, da še nekje v 9. razredu, da sem se majčkeno začel razvijati, no, ampak sem pa mogoče bil zmeraj bolj, nisem nikoli stopil v eni lastnosti, ampak sem pa bil kar vztrajen, bi se tako opisal, no, in sem pol, ne vem, tudi nimam glih konstrukcije, da bi bil zdaj čisto suh ali pa tako lahek, pa sem na primer tekel zelo dobro na 2 kilometra, ampak to sem, mislim, da si prgaral, ne, kondicijo, ker sem pač redno treniral, ne. Nisem pa, ne vem, skok z mesta, ne vem, šprint, to pa nisem bil tako dober, ne. Če se primerjam z ostalimi športniki, definitivno nisem eksplozivc, na primer, ne, tako rečemo. Sam tu ne moreš biti v 2 stvareh dober, ker jaz vem, sem kar malo travme v osnovni šoli, ker sem na 60 metrov tako slabo tekel in to me je bilo kar sram, ne, ker sem bil pa dober tudi na dolge, tako kot ti, ne, rečemo na 600 sem pa zmagoval, pa tako naprej, ne. Ampak še pol sem eno knjigo v srednji šoli prebral, da človek ne more biti dober in na dolge in na kratke proge, ker je to čist drugače, tako da, ampak... Mogoče v osnovni šoli še ne, ampak neko je tudi neka razlika, če en trenira res, pa da ima res dobre gibalne sposobnosti, pa vse tako, da je razvit eksplozivc pa to, ampak pa na nekem vrhunskem nivoju pa definitivno ne moreš biti in maratonc in šprinter, ne gre, ne. Si pa začel ti s karatejem, ali... Tako je, v bistvu s karatejem, tle v Trebnjem pri Zvonetu. Pol sem nadaljeval s tajskim boksom, tudi v Trebnjem pri Jožkotu. Pol se je tudi ta klub zaprl, pa smo šli v Brezce, Hružletu, Jazbinšku. Smo se tja vozili, po mojem, kar ene 3-4 leta, ne vem točno, no, ampak 3-4 na teden v Brezce, Trebnjega. Moraš imeti kar vola. Se mi zdi, ne. Potem na koncu za zadnjo borbo me je pripravljal še Jure Cesar, moj zdajšnji res en izmed najboljši prijatelj, ki tudi zdaj sodeluje, ki sem ga prej omenil z Janom, skozi ga treniramo, no. To je bilo, mislim, da 2016, takrat sem se vrnil po operaciji, ki sem v križno vez operiral, no.
pa tako, kot sem rekel, zaradi spleta okoliščin pa vse s telovadnico ni šlo več. No. Ampak ja, tako da v bistvu karate, pa tajski boks, kickboks, no, skozi celo kariero. Kako si pa ti Jan začel? Tudi s karatejem? Jaz sem tudi začel s karatejem, ampak tukaj pač mi ni bilo, ker tudi ni bilo, zdaj se je pač tudi spremenil. Šport ni isto karate 30 let nazaj pa zdaj, ne. Kaj pa je razlika? Mislim, da je bilo prej 30 let nazaj je bilo še dovoljen kontakt. Zdaj pa je vse v bistvu recimo centimetre prej, da ustaviš udarec. In se potem tle imajo te točkovni sistemi, se nabiraš te pike, ne. Prav tu mi ni bilo všeč. Jaz mislim, da sem karate treniral 40 let nazaj, Ja. pa ni bilo nobenega kontakta, zmeraj Res? ustaviti. Ja. Mislim, tle jaz vem, da obstaja več različnih karate šol, ali kako bi to opisal, no. Jaz sem se enkrat tudi boril z borcem, ki je Kyokushinkai karate treniral, ne. In Ti si vem, da kar drugo, brcne ja. pa udar, no. Se pravi, jaz mislim, da so tle različne verzije oziroma šole, no. In pol ene so v bistvu brez kontakta, ene so pa s kontaktom, no. Tako, no, se mi zdi, da je to glavno, kar je hotel Jan reči, zato klik sem za karate, no, hočem upasti noter, ker sem tudi jaz treniral, pa mi je tudi super je in disciplina in za razvoj in vse, ampak manjkalo je tudi meni nek kontakt, neka borba, ne. Pol, ker si majčkeno starejši bil, si se hotel majčkeno bolj mogoče dokazati, ne, in tle imaš priliko v kickboksu, kaj je na MMA, tako. Ja, jaz sem šel, ne vem, bil sem 12 ali koliko star, sem šel na tekmo in karate. In pač, ker ni bilo kontakta, jaz sem pa pač dečkata sem z direktom udaril, ne, v glavo, ker je noter uletel in je pač padel na tla, ne. Sprav bi bil tle recimo, knockdown, ne. Potem te zaradi takih, ali ti odvzamejo te točke, pač, ali te pa diskvalificirajo, ne. In tu mi pač ni bilo všeč. Potlej pa 14 nekaj, ja, sem pa hotel MMA trenirati, čeprav na začetku mi ni bilo všeč, ker je fotor v bistvu skozi gledal po televiziji, je še gledal ta, kaj je bilo že pred UFC-jem, Right? ne še neka druga organizacija bila. Vec? Ali ta? Ok, UFC pol kupu. Ja, tako. Mislim, da je vec, ja. V bistvu ena organizacija pred UFC-jem, no. In moj fotor skozi gledal, mi ni bilo všeč, nisem nikoli z njemu gledal, pa 14. Zakaj ti ni bilo všeč? Pa ne vem, iskreno, nisem mi dopalo takrat, tudi nisem še zastopal po vse to, ne. Tako da, poslej pred nekako 14 je pa malo začelo klikati v glavo, da bi pač to treniral. In sem takrat začel MMA trenirati, no. Sem malo bolj začel zastopati, zakaj se gre, pa potlej sem še začel s fotorom gledati po televiziji, no. Zakaj je bil pa glaven razlog, da si začel trenirati? Je mogoče tudi razlog, ki je v temu, ne vem, da rečemo, pri meni je bil ta razlog, jaz sem tudi karate začel trenirati v srednji šoli, ja, zato, ker da te kdo ne ustrahuje, vem, da tamle na center sem hodil, je bil en frajer, ki je vse maltretiral in si dobesedno, ko si mu z ene ure, ko si šel druge, ne, si vedel, po katerem hodniku moraš iti, da ga ne boš srečal unga, ne, ker bi ti lahko težil, ne. Tako da je tudi kakšno tak razlog bil. Pa, iskreno ne, no, bolj je ta sama želja nekako strast do športa, pač zanimanje, bolj mi je to všeč, no. Enostavno me pač pritegne šport, ne. Pa ne vidim se, da bi kaj drugega delal tudi, tako da nekako sem že takrat 15, ne vem, prvi borbi že veš, da bi to skozi delal pa, ne, tako da to je v bistvu glavni razlog, tako. Ne bi zdaj, da me en tam v šoli, ki je maltretiral, tudi zdaj so malo drugačni cajti, no, se mi zdi. A zdaj misliš, tega ni nič? Mislim, jaz v osnovni šoli nisem imel slabih izkušenj, tako, no. So dokaj v redu bili vsi, tako da definitivno pride kdaj kakšna interakcija, ki ti ni všeč, ampak ni bilo pa zdaj tako, bi rekel, nasilno pa nekaj. Kaj pa ti, Alen? Razlog začetkov ali? Ja, razlog začetkov, ja. Ja, jaz mislim, da bolj to, no, da mi je bilo všeč ta borbenost, no, pa tudi
Se opravičujem, ker motim. Čisto kratek bom. Želim ti samo povedati, da takih intervjujev, kot je ta, bo na mojem YouTube kanalu še veliko. In čisto vsak teden bo nov intervju. Imam že dogovorjeno z veliko zanimivimi gosti, tako da jaz ti predlagam, da si pogledaš tudi vse moje naslednje intervjuje. Če želiš biti preko maila obveščena za te najbolj zanimive intervjuje, ki jih bom imel, v opisu tega videa najdeš link, pa ga klikni in tam spoln obrazec in za tiste najbolj zanimive intervjuje, ne za vse, sem za tiste najbolj zanimive, ti bom poslal mail, da ga slučajno ne pozabiš pogledati. No, vse te zveste gledalce bom pa občasno koga nagradil za kakšno lepo nagrado. Pač nekoga bom izžrebal, da bo dobil kakšno knjigo, majico ali pa kakšno drugo lepo nagrado. To sicer ni nagradna igra, da bom zdaj to kar reklamiral. Vi, ki tole gledate, ste edini, ki veste za to nagrado. In namerno nisem dal tegale obvestila čist na začetku, ampak sem ga dal bolj proti koncu, zato da se boste na to, se pravi na te novice, prijavili samo tisti, ki vas teli intervjuji res zanimajo. Tako da, še enkrat, v opisu tega videa imate link, kliknite ga in izpolnite obrazec in enkrat ali pa dvakrat na mesec boste dobili od mene mail o nekem novem zanimivem intervjuju. Da sta oče pa stric nek vpliv imela, ne, da sta mi pa malo vzor pa vse to in sem pač videl, da one dva nekaj znata pa tako, ne. Pa pač mogoče te akcijske filme sem tudi že zmeraj rad gledal, ne. Ki je bil Jean-Claude Van Damme pa vse to, ne, ki je bilo, tisto mi je bilo všeč in pol je bila neka želja za treningom. Nisem tu gledal sprva, kakor da bom jaz kar šel v ring ali pa dokazoval vse ali pa ne vem kaj, pač začel sem trenirati čist zase, ne. Pol pa enostavno, ko vidiš, da mogoče bi pa dosti dobro, da bi se sproval, pa se mi kar gre, ne. Pol pa nekako počasi je začel to borbe, ne. Pol pa vmes sem pač res si predstavljal, da bom, ne vem, svetovni prvak in sem s tem v cilju stremel, ne, vsak dan sem za to garal. Ampak ja, No, pa do evropskega si prišel, tako da vse čas. Ja, ampak to je vseeno mogoče nižji nivo je bil, pa več organizacije, ne. Zdaj nisem jaz bil iskreno evropski prvak na nekem takem nivoju, da bi zdaj od tega ful zaslužil ali pa karkoli, no, to so bili drugi časi, no. Ampak, ja, no, mi je pa dalo res izkušenj za življenje, pa vse to, tako da nikoli nisem tekmoval, da bi bil, bom rekel, nasilen do nasprotnika. Nikoli, jaz lahko z nasprotnikom jaz res, ne vem, mogoče sem jaz malo čuden, ampak jaz lahko zdaj sem na kavi z njim. Ja, noben problem meni, ne. In Yes. po borbi, jaz imam res veliko prijateljev, mi zdaj, ki hodimo na Slovaško, ne vem, na to ligo tajskega boksa ali po Srbijo, jaz sem se s pol tistimi fanti boril, ne. Ampak mi smo danes, ki se vidimo, že čez celo telovadnico se pozdravljamo, ne vem, gremo k njim na trening, ne, skupaj sodelujemo. Večina jih tu vidi kakor šport, mogoče je nepredstavljivo, ampak z nekom, ki si se enkrat boril, imaš spoštovanje do večine, ne. Pustimo tisti, ne vem, Rosi, ko je bil od Jana, ti se res malo, ni čisto stabilno osebo, bomo tako rekel, ampak z večino imaš res neko tako vez, ustvariš prijateljsko, da ko se vidiš, pa ali pa po borbi se že objameš, res spoštovanje in ni, da bi jaz videl v tem, da koga po domače rečeno nabijem, ampak dejansko samo šport, se borijo, ja, noter v ringu ga hočem premagati na vse možne načine, ampak ko je takoj, ko konc borbe, jaz nerad vidim, da je on kaj poškodovan, da je kar, čeprav sem ga jaz v bistvu prej dejansko hotel poškodovati, ne, da zmagam, ampak ne v tem smislu, da bi mu jaz pustil posledice, da bi, čudno je tle, ne, jaz tudi včasih v telovadnici težko komu razložim, ne, zakaj se sploh boriš, ne, ne znam drugega reči, kakor vsak tele ima svoje veselje, ne. Ja, tako, ko nekdo zakaj pa Pogačar kolo vrti, Ja, ne. ne, 6 na dan, zakaj vrtiš, ne, pa zakaj se z motorjem voziš, ali pa, ne vem, vse je nevarno, ne, lahko, ne.
Ampak, ja, no, nimam razloga, zakaj tako ne to delam, ampak, ja, no, v nekem športnem smislu, brez da bi koga kaj škodoval, zaradi sebe, zaradi lastnega, bom rekel, užitka in zabave. Tudi zdaj, ki še treniram s fanti, mi je to zabaval sam trening, no, tako. Ne vidim, da je to neko pretepanje, dokazovanje, ne vem. Drugo je Jan mogoče, Jan mora majčkeno več stiskati, ne, včasih, pa mora biti tudi malo več, bom rekel, tudi ego v športu moraš biti, ne. Jaz zdaj, ko sem trener, ne rabim več tukse, ne, bom rekel, dokazovati ali pa rintu, ne vem, ali pa v kakšne poškodbe, pa se to lahko majčkeno nižji nivo, pa majčkeno več zabave, ne. Ampak dobro, kadar je zase treniran, govorim, ne, kadar je z njim, za njegov performance, kadar delamo, je pa treba njega v bistvu stiskati, ne. Kaj pa si imel kdaj v šoli probleme, da te je kdo maltretiral ali kaj takega? Pa bom rekel, da ni bilo nič kaj hujšega, no, tako, sigurno smo se kdaj malo stepeli v narekovajih, pa lovili, pa prerivali, ampak ni bilo nekega hudega nasilja, no, tle v Trebnjem, takrat je bilo še v redu, no, v srednjo šolo sem hodil na gimnazijo Ivančno, je bilo tudi super, moram reči, ni bilo nobenih problemov. Pol na faksu pa to pa tudi, ne, no, tudi nisem iskal nikoli nekih, bi rekel, ali pa izvajal nekega nasilja, no, sem probal se pač držati bolj športnega življenja in je bilo to kar v redu. Kaj pa ste se kdaj kje stepla, tako da je bilo treba v kakšni veselici, diskoteki, lokalu? Jaz ne, ker nisem nikoli tam, tako da. Ja, jaz bom rekel, da samo mogoče 2-3 take pripetljaje, no. Ja. Se marsikaj naredi, ne, sploh tako, če si zvečer kje, pa če je alkohol v igri ali pa karkoli, no. Ja, pa se kaj še najde. Ja, no, nikoli nič hujšega, pa da bi zdaj hodil, ne vem, ven pa izzival ali pa karkoli, ne. Tako da ni bilo nikoli z namenom, pa tudi nikoli ni bilo nobenih zdaj kakšnih hujših pretepov ali pa kaj. Tako da ja, no. No, Če se ne da, se probaš umakniti. Se ni treba izzivati, Ja. pa se hitro najde kje na kakšni veselici, ne, saj pravijo ni veselice, da se ne stepejo, pa to res drži, ne. Tako Ja, mislim, da- če pomislim, ne, zdaj, saj se zgodi lahko, ne, ampak kakšne so lahko posledice, ne. Ja, ogromne. Če nekoga udariš, pa mogoče nič hudega, ampak bo padel na tla, bo z glavo udaril ob rob ali pa karkoli, pa je neka nesreča, ne, mislim, se res ne splača. Še posebej danes ima še veliko več, preveč je teh posledic, zakaj bi sploh riskiral. Ja, da ne se boš, da si Boljše, da se tepa, umakneš. pa boljše celo, da si ti tepa, pa da ti kjerga pretepeš. ne, tako da- Najboljše se umakniti, če se ne da. Umakniti, ja. Je Nekako pa. pa prej, ko sem bil jaz mlad, se je to več pretepalo, ne, to je bilo po 5 pretepov na večer tamle na Gričku, ko smo v diskoteko hodili, ne. Pa prej, ko ste omenila karate, ne, da ni bilo kontakta, ne, jaz se spomnim, da sem se enkrat z enim utepil in jaz sem ga kao tepil, ampak nikoli ga nisem udaril, ker sem zmeraj pred njim ustavil, ne, čeprav sem ga hotel, ne, tako da tu je pol pri karateju problem, ne, tako da vaj razumem to, ko ste rekla, da vama ni bilo všeč, ne. Drugače pa lep šport, tudi te kate so bile meni všeč, pa te zadeve, ne, tako. Ne, da ne bo pomoteno. ja. Karate je super šport tudi za razvoj mladih in vse, super boljen šport, Po teh disciplina. mobilnih sposobnostih. Ja, vse. vse super, no. Tudi, mislim, tudi te kate, na primer, moraš biti res, bi rekel, in ne samo fizično, tudi psihično, ne, in spomin in koncentracija, da to vse lepo tehnično, zgleda, ja. tako da ne bo slučajno kdo mislil, da zdaj karkoli, če sam karate ali pa šport ne govorimo, ne, definitivno super, ne. Zakaj bi pa rečemo vidva mladem priporočala ta šport? Pa glede samozavesti, če ne drugo, pa da je sam sposoben, da če res pride kdaj do take situacije, da se brani, ne da bi, a veš, malo manj skrbi imaš, ne, če greš ven. To si zelo dobro rekel, ne, samozavest, ne. Jaz, ko sem rečemo, ne, ko sem rekel, un tip, ki je vsem težil, ne, pa ko sem pol hodil po drugih hodnikih, zato da ga nisem srečal. Ko sem pa začel karate trenirati, se je pa malo samozavest šla gor, ne. In se spomnim, da so enkrat v šolo so eni prinesli, neki so prodajali in se je tam gruča naredila in smo vsi hoteli vedeti, kaj je. In jaz
tudi hotel videti, ne, in v tisti gužvi čutim, da me en za ušes vleče, prav tako, orang me za ušes vlekel. In sunil sem tako, da dam, ne, pogledam na ga, on je bil tudi za glavo večji, je rekel, ta mal stopil si name, upraviti se mi, če ne te bom pa pretepil, ne. Jaz pa sem rekel, se nisem jaz kriv, da sem te pohodil, tle se ljudje gužvajo, ne. Je prav pravice, ali te bom pa pretepil, pa tu so pa že drug pro drugemu ostali, sem rekel, ne bom se upravičil, ne. No, in po me pa on tak kmečki kroše udaril, ne, jaz sem se sklonil, tako da se je šel kul obrnil, so se še vsi smejali, ne, in potem so se stebili, potem sem ga pa še enkrat butnil na nos, da mi je majčkeno kri potekla, ne. In kakšno je bilo to, rečemo, mislim, dober občutek, da se ti ni treba nobenega bati, ker prej sem se tega človeka skozi bal, ne, tako da ne, pa pol, veš, kakšen bi bil izhod, ne, tam ljudje govorili bi, je unga za ušesa, tret, ne, pol so pa vsi govorili, en tamal tam iz gradbene je pretepil unga, ki je bil strah in trepet, ne, tako da tukaj si rekel samo zavest, ne, jaz to vem, pol sem šel 3-krat raje v šolo, ko sem začel trenirati, da se... Čaka, da ga še enkrat vidiš. To mogoče jih, ne. Ampak res, ne, po mojem nimaš hujšega, kada se nekoga bojiš, pa da moraš v šolo jeti. Pa ne vem, koliko je zdaj tega, ampak pri nas je tega bilo kar nekaj, no, tako da... Še posebej v osnovni šoli, no, tako da... A v osnovni je več? Ja. Koliko srednja? Ja. Ti si, Alen, s kje si doma? 10 minut le stremega, Gorenje Kamenje. Tu je pri Dobrnču, ali kje? No, Dobrnčanu smo se zmeraj bali. Jaz so bili zmeraj pretepači, res, tako da je bilo. No, da se vrnemo k tem, zakaj bi še svetoval, rečemo mladim, da grejo to trenirati, poleg samozavesti. Dobijo tudi neko disciplino, ne, pa če ne drugega, vsaj, a veš, zdaj mladina je če dalje več za računalniki, pa na socialnih omrežjih. Ja. Se tako zapletajo v to, da tudi zgubijo kontakt z resničnim svetom, ne. Tako da gre malo ven iz tega, pa tudi naredi kaj zase, potrenira, a veš, tudi podružiš se kaj po treningu, kako rečeš, ne, pač, da je tudi malo tega resničnega sveta, malo več, ne. Tu, no, ne vem, če bi še kaj. Kaj pa ti rekel, Alen? Ja, jaz bi se z Janom se strinjal, ne. Definitivno je super za psihofizično zdravje, bom tako rekel, za neko disciplino, za neko koncentracijo, vsem tem šport definitivno ful pomaga. Se pravi, je tudi z raziskavam dokazano, da če je nekdo športnik ali pa se ukvarja s športom, bo tudi njegov razvoj bolj zdrav, bo boljši v šoli, bo boljši na vseh področjih, sigurno. Tako da je, sami plusi so, no, dejansko z ukvarjanjem z nekim rekreativnim športom ali pa za otroke, bom tako rekel, ne. Samozavest pa vse to je itak, ampak jaz bi izpostavil glih to, ne, v bistvu, da borilni športi ti dajo mogoče še nekaj drugega, kar ti drug šport ne da, ne, da večina, bom rekel, no, ki se ukvarja z borilnimi športi, se pol tudi zaveda nekih teh posledic, ne, in tudi jaz, ki imam kar nekaj otrok, na primer, jih treniram, jih probam učiti, pa tudi, bom rekel, malo prestrašiti, vzgajati, kakorkoli v tem smislu, da ne moreš kar vsazga, ne, da se konflikt ne rešuje s pestmi, bom tako rekel, ampak da se treba, ne vem, zadržati, umakniti, ne, pa je, ker tudi če lahko udariš, ne, ker, ne, pa bi jaz, ne vem, mi potrebno se vozim, pa mi en potrop, ali pa ne vem, se nekaj sporečeš, da greš kar udariti, ker ga lahko, ja, ne, tako se ne dela, ne. Tako da jaz mislim, da ta borilni šport tega nauči, ne, samo obvladovanja, pa da bi bilo manj nasilja, no, če bi več ljudi, ker nekateri tu povezujejo, sej vem, ja, tudi, če ne vem, zdaj en športnik, ko trenira borilne športe, nekoga udari, tako je škandal, ne, če ga, ne vem, nogometaš, ni to hudo, ne, pa je v resnici isto, ne, ampak, ja, jaz mislim, da če bi se več ljudi ukvarjali tudi z borilnimi športi, predvsem otrok, no, da bi mogoče razumeli, pa da ne bi bilo toliko nasilja, no. Saj jaz vidim, ker imam tudi kakšne, bom rekel, sem že imel težavne otroke, ne, pa so imeli polno energije, ne, bom jaz bolj tako rajš opisal, polno energije, pa niso znali usmeriti, pa ko se malo spuhajo na treningih, pa ko vidijo, kako je to lahko fajn, ampak na treningu, ne, da se morajo pretepati v šoli, ne, je to sam plus, no.
No, se običajno se te ne tepejo, ja, ki trenirajo, ne, se tudi in trenerji to ne pustite, pa tudi mu se ni treba frajerja delati, ker itak ve, da je frajer, ne, Ja, tako da rabiš ni. potrebe, ne, da bi se zdaj dokazoval izven ringa ali pa izven treninga. Ne. Samo obstajajo pa tudi primeri, ki grejo pa neki, bi rekel, kriminalci pa to trenirati samo zato, da se bo lažje tam pretepal iz ustrahov ljudi. Se in tako to. hitro pol nabijemo tam. Ja, na tekmovanju, ne, pol taki Pa ponovadi nimajo se ego šans, ne, zbije, ampak ja. tako da se jih prizemlji tudi, no. Če treba, ne. No, pa tudi za vsakega mladega bi jaz rekel, tako za moške kot za punce, ne, če ti nekaj treniraš, boš tudi veliko bolj izgledal. Ne. Definitivno. Mislim, definitivno, ja. nimaš odvečnih kil in že tisno sej človeku vidiš, jaz pravim, vse punce, ki jih vidim, ki v hribe hodim, ne, so mi kar vse nekako všeč. To je verjetno tudi zato, ker imajo neki zdrav način življenja, se pravi, gre v hribe, v kondicije, nima 100 kil in tako naprej. Ne. In tudi bi rekel, ne, tam kje pol v kakšnih kočah, ki se ustaviš, se ne vidiš nobenega človeka slabe vole. So vsi nasmejani, ne, tudi Ja, definitivno je Ne. šport povezan s hormoni sreče, ne. ja. Tako da, če se ti ukvarja s tem, se bo sigurno bolj počutil. Tako da, ja. Ja, plus še take stvari v narave še doda, po mojem, no. Ja. Da te malo greš izven tega, ne. Tako da mladi namesto, da po lokalih pive pijete, pa kadite, pejte raj v top gym, ne, trenirati, A pa kakšne hribe malo. tudi v hribe, ne. Jaz sem tudi treniral, sicer sem pol nehal, bom pa še prišel, tako da zdaj se pripravljam, da bom enkrat. Najprej psihično. Psihično, nič se mi ni treba psihično, len sem po domače povedano, čisto nič drugega ni. Ne. Pol je psihično. Len, ne, in najslabši izgovor je ta, da nimaš časa, ne. Pa jaz vem, da je to slab izgovor in tudi vem, da če bi treniral, bi pol več naredil. Čeprav cajt zgubim s treningom, bi rekel, ne, ampak to, zdajle sem v eni taki stiski, bom rekel, imam čisto preveč vsega in se pol fino potolažem, ni treba nič trenirati. Govorim tudi tu, niti teč ne grem, niti nič, ne. Ampak točno vem, da če bi šel jaz zjutraj teč, pa prišel 1 uro kasneje na šiht, sem, bi več naredil, čeprav bi kasneje prišel, ne. Tako da to je fejst slabo. Tako da ta tvoj top gym lahko ful pohvalim, meni je ful dober. Moram nekaj povedati. Šel sem na neki trening pilatesa, hodijo moja sestra, brat pa to, ne. In jaz sem mislil, da bom umrl 1 uro, ne. In jaz sem primerjal s teboj, sem rekel, pa ne bom jaz tu hodil, jaz raj haleno hodim. Pri tebi je pa res tako, jaz zmeraj, ko sem treniral karate, karkoli, jaz sem zmeraj na uro gledal, ko me je čakal, da bo konc, vleklo se, kastomater. Pri tebi to pa tako mine, da ne moreš verjeti. Ne vem, čemu je skrivnost, sem tu razmišljal doskrat, ampak res pri meni tista urca pa pol, ko sem pri tebi, res mine, tako da mi je trening pri tebi ful všeč. Se to jih je pa že dosti rekel, ne, drugače. Ja, res, ne vem, meni je bilo to zmeraj muka, ali pa se tudi, ko greš teč, vse muka, kdaj bo minilo, ne. Jaz ta prav užitek šele pol čutim, ko neham teč, končaš. Ja, ne. na koncu, jasno. Ja, ampak rečemo, in takrat se matram, ampak tle pa to tako fino mine, tako da te moram res pohvaliti, pa ni to zdaj, da bi ti na se lepega delal, pa te nekaj hvalil brez veze. Res tako mislim, in tu sem tudi že ogromno ljudem rekel, tako da tu ni tle, da sem prvič v tem podcastu rekel, ne, tako da. Ne vem, da ti pa malo povej, kdo lahko k tebi pride trenirati, povej še točno, kje si, da bo ljudje vedeli. V bistvu lokacija je Stari trg 61 v Trebnjem, ne. Ja. Ja, jaz mislim, da se kar za vsakega nekaj najde, no. Da imam ekipo, ne vem, trenerjev, kineziologov, fizioterapevtov, s katero poskrbimo, da v bistvu lahko pomagamo vsakmu ali pa da se pri nas vsak ukvarja s športom, ne. Definitivno je
zdaj primer, kot si rekel, nekomu je bolj všeč pilates, nekomu je bolj všeč, ne vem, kickbox, nekomu vadba z utežmi. Vsak si mora najti nekaj zase, da mu tisto paše, ne. Ampak ja, no, mi se ukvarjamo pri nas, ne vem, že 3 do 5 let naprej imamo otroke, imamo športno-igralne urice, tam je v bistvu za razvoj motorike. Potem pa pride borilni športi, ne vem, judo, kickbox, take stvari imamo. In pa za odrasle potem, ali pa mislim odrasle, tudi že osnovnošolci, srednješolci hodijo v fitness, bom tako rekel, no, skrbijo zase, da napredujejo. Največ imamo pa teh, ne vem, individualnih ali pa semi-privat vad, no, pa vodene vadbe. Tam pa v bistvu prilagodimo vadbo, kar posameznik rabi, ali za zdravje dobro počutje, imamo pa tudi dosti teh, rečemo, ne vem, post-rehabilitacije ali pa pred operacijami, tudi razne priprave, da boš potem prej nazaj, ne, tako da ja, no, pomagamo praktično lahko vsakmu, ki bi se rad gibal, mu probamo najti ustrezen način vadbe zanga, no. Tu še je tako, da tisti, ki so rečemo hodijo na tajski boks, to so koliko tam v tisti skupini, ki sem bil jaz, koliko 15 plus, celo manj so bili, ne? Ja, imam zdaj 2 mlada fanta, no 13-14, ko že tudi z nami odraslimi trenirata, ne. Tako da ja, pa pol, ne vem, najstarejši je po mojem, ko nas obišče, kadar ni, ki je v tujini, ki zdaj uživa že v penziji. Marjan, mislim, da ima 65 let, no, pa še z nami trenira, tako da sem veliko surfa, no, tako da zdaj polet ga ni, čez zimo se poglasa, on je res aktiven, tako da je tudi, on je res nek dokaz, ali pa večkrat ga omenem, sem ponosen, da je tudi pri nas trenira, pa tako, no, da se vse da, ne, prav pri 65 letih, on dela zgibe, on, ne vem, lahko počepne z neko kilažo, ne, dvigne stvari, ampak tako res aktivno, no, se pravi živi, ne, se pravi, to je meni tudi nek vzor, to si jaz želim, no, na stara leta, ne, jaz zmeraj rečem, razlika je razen, če je kakšna bolezen, ne, kako boš ti preživel, ne vem, zadnjih 10-20 let, ne, Ja, ali boš ti lahko sam vstal, se boš lahko sam dvignil, ne, moj cilj je, ne vem, dokler bom mi zdravje omogočil, ampak to ni, zdaj teži, pa nimam časa, ne, to ne obstaja, mislim, obstaja, tudi meni se kdaj ne da, da ne bo pomote, ampak ne zgubiš moči pa vsega tega zato, ker bi bil star, ampak zato, ker nehaš na tem delati, ne, in jaz sem prepričan, da do zadnjega se bom ukvarjal s športom, ne vem, če si predstavljamo, evo, ne vem, Leon Štukelj, Ja. vsi poznamo, on je lahko zgibo naredil vedno, ne, res, da je bil pač gimnastičar, ne, pa je tu res to celo življenje delal, ampak če se ti, ne vem, jaz verjamem, da bom tudi čez 10, 15, 20, 30, 40 let, če bom le zdrav, lahko naredil zgibo, se pravi, bom lastno težo dvignil nad drug, ne. In evo, dokaz je Marjan, 65 let je star, on se dvigne z lahkoto, ne vem, 8-krat. Ne, kar mladina, ne vem, nekateri pri 20 letih ne morejo, zato, ker ne skrbijo zase, ne, tu. No, jaz se tega ful zavedam, da zdaj pri mojih letih, ko sem star 54 let, da najboljša investicija zame za stara leta je, da se ukvarjam s športom, ker kaj mi pol pomaga, če sem pri 70-ih skoraj ne giben, ne. Že sem očeta starega 87 let, evo, včeraj sem ga pelal nekam, kjer tam, ko imamo vikend, in to je 7 km, pa je šel lepo peš nazaj, ne. Pri 87 in kakšen nivo obdeluje vse, ne. Sem rekel, če sem tako zdrav kot foter, to je ta glavno, ampak to je važno, koliko ti treniraš, ne. Treniraš, ne, ker tu vidim tudi sebe, ne, lej, veš, koliko tukaj en cajt ne treniraš, koliko si tu bolj trd, prepogib, koliko manj se, ne, tu rataš čist trd in trenirati in tudi kolikšna je to razlika, če bi ti sam če bi vsak teden pol urce treniral, rečemo 30 let ali pa 30 let, neč kolikšna je to razlika po mojem, Ja, ne, tako da to je ful, Ja, ne. pa gibanje je ful pomembno, ne. Ja. Tudi stara mama je 93 stara, pa še zmeraj drva seka tam. No, vse čast. Tako da ja. Ja, to je sigurno ful pomembno, ne. No, drugače sem pa gledalcem hotel reči, ne vem, če to še drži, te treningi, ki sem jaz hodil, tudi če ti hodiš, tako da, Ja. če pride človek na trening, evo, ima čas tudi Jana spoznati, z njim bo lahko delal, tako da, ne, mislim,
Je to neka dodana vrednost, kakorkoli pogledaš. Ne. Tako da jaz sem bil tudi enkrat en trening ful skrb delala, si najdal, ne, tako da sem ti bil ful hvaležen, da si jaz vem, pač, kaj boš ti z menoj delal, ne, ampak si vzel, tako da vsa časti, tako da res tudi dobra družba tam pa tu, ne, pa kdo tudi kaj jambr, tu kje slišiš, prebereš na Facebooku, ljudje jambr, pa nimam družbe, pa nimam nič, pa nimam, ja sej sem pej trenirat, pa boš dubo in družbo in vse boš dubo, ne, tako da ja. Zdajle sem malo spremljal teleborbe tudi od tega Marjana Fabjana, Mirana Fabjana, ja. Tako mi je bil zanimiv, on je že kar star za ta šport, ne, pa je tako dobro bil, ne. Kako ga vidva gledata? Ja, jaz Mirana poznam že kar iz borilnih športov še prej, no, mogoče največ še, ne vem, zdaj 15 let nazaj ga sigurno spremljam, je zmagal tisti prvi turnir VFC v Ljubljani. Takrat se je začel njegov, bom rekel, vzpon, no. Je bil zelo uspešen, no, res se je boril na najvišjem nivoju, bom tako rekel, ne, tudi tistih par porazov, ki je bilo vmes, so bili res vrhunski borci, tako da to ni nobena sramota, to vsakemu čas, da se sploh s takimi boriš, ne. Vmes je pač imel neke življenjske stvari, ki so ga malo ustavljali, pa so pač zame napaka, ampak nimaš kaj, izgleda se super pobral iz tega, no, upamo, da je kaj odnesel, no, zaenkrat kaže, da ja, ne. In se je vrnil v borbe, je najdel tle spet nek svoj smisel, ne. Ja, in izkoristil je zdaj to, bom rekel, medijsko pozornost, ne, zna narediti šov, je dosti pameten, da se poigra z nasprotnikom, bom tako rekel, ne, in tudi te razne besedne dvoboje kar zmaguje, ne, in tle gre, bom rekel, na nek tak pameten način nasprotnikom da vsak dan malo misliti o njemu, ne, in jih provocira in dejansko mu ratuje, no. Pač definitivno ima super sposobnosti za borbo stoje, tudi na tleh napreduje, ne. Trenira vsak dan, ne, to vidimo po socialnih omrežjih, pa tako, ko se poznamo s trenerji, pa vse. Tako da ja, res vlagal tudi da je 40 let star, oziroma bo 40 let star. Je pa, tako kot sem prej rekel, ne, šport se zdaj vse tukaj izpopolnjuje, premikajo se meje, kakor je bilo včasih, ne, tako da ja, tudi pri 40 si lahko še na nekem nivoju, ne. Zdaj mogoče ne bo zdaj, ne vem, kakšna kariera, da bi prišel na UFC, je rečemo najboljša organizacija, definitivno najbrž ne bo, ne, ampak se pa lahko na teh, mislim, dejansko se lahko on, bom rekel, tako pomeri z vsakim, vsak mu je neugoden, ne. Ampak ja, pa ali bo zmaga, poraz pride, ne, to je ok, druga stvar, ampak tako, no, zna popestriti za regionalni MMA šport, ne, borilne je ful naredil, no, je zdaj ful dvignil popularnost, sploh na Balkanu, ne, s temi borbami, tako da ja, no, super. No, meni je bil všeč, ker je bil tukaj samozavesten in sem pol tudi, ko sem malo spremljal, ne, on je tako samozavestno povedal, da bo zmagal, ne, ampak pol ki je odgovoril mu, ne, ni tukaj samozavestno noben povedal, kakor on, ne, tako da z tega vidika mi je bil, rečemo, ful všeč, pa tako, ne, tako da škoda, ker je to ta zadnjo borbo zgubil, ampak... Ja, sem zgubil res proti vrhunskem nasprotniku, ne, ko je profesionalc, mlajši... Bivši v UFC-ju. Ja, borc na najvišjem nivoju, no, tako da tukaj tudi poraz ni nobena sramota, to je kvečem. Mislim, s takim borcem se že boriti je čast in tudi Miran je to vedel, ampak vseeno ga je pa hotel sprovocirati, kar mu je tudi, mislim, tudi v borbi mu je šlo super, ne, dvakrat ga je skoraj zmagal, v bistvu je bil res en udarec do zmage. Ja, no, glih tu sem vaj hotel vprašati, ker bolj to poznata, ne, jaz tisto, kar sem gledal, se mi tudi zdelo, da mu je hudo malo falilo, da ga ni premagal. Ja, se je tako v tem športu včasih čisto malo fali, da narediš tisto, kar hočeš.
No, pa bi vaj pa še nekaj vprašal, ki je malo moje področje, ne? Kako pa vidva gledata, rečemo, socialna omrežja, pa ta šport, ti, Jan, si aktiven malo na TikToku, vidim, pa tudi na Instagramu delaš objave, vidiš tu, rečemo, kakšno korist zase, kako to gledaš? Je korist definitivno, če ne znaš uporabiti, še posebej iz vidika sponzorov, ne. Ja. Vse je jasno, če me jaz zdaj, ne vem, milijon followerjev, vsak bo hotel me sponzorirati. Si zmagal, ja. Šeram njihov brand, ne, pa vse to, da če znaš koristiti, je super, ne. Zdaj za kakve bedarije pa tu pa ni treba, ne. Ja. No, pa jaz mislim, da je to dobro za promocijo, ta šport se je za tega Mirana ne bi vedel, če ga ne bi na TikToku videl. Ne? Seveda, tako da, in edinega tega borca poznam njega, zato ker se na TikToku pojavlja in upam se trditi, da če ne bi bilo TikToka, bi manj ljudi vedelo za ta šport. Ja, še posebej TikTok je tako zdaj socialna mreža, da ti kar nekaj objaviš, ne. Ja. Če je zdaj posnetek kvaliteten, pa da privaja pozornost, ne, bo hitro se razširil širši publiki, ne. Tako da primerjavi z, ne vem, Instagram objavo, ne vem, hashtagi danes niso dosti, ne, več daš objavo, mogoče bodo 2 osebe, 3 več videli, ne. Tle pa enostavno tudi ta algoritem naštiman, ne, da pač več cajta, ko boš vzel, da boš gledal tisti posnetek, ne, več ti bo tudi taka vsebina potem ven metal, ne. Ja, to sploh je, TikTok ima to dober. No, pa takoj pri TikToku, ne, zdaj, če je video zanimiv, tako kot si rekel, ne bom rekel kvaliteten, bom rekel zanimiv, ne. Ja. Tudi če s enim slabim telefonom posnet, pa če je zanimiv, ga TikTok, ne glede, koliko imaš ti sledilcev, lahko milijon, imaš ti lahko nobenega sledilca, pa milijon ljudi, rečemo, vid, ne. Sedaj, pri Instagramu so pa Reelsi zdaj, ne bi podobno šlo, ampak težko take dosege dobivaš. Ja, še zmeraj je razlika, ja, kako v bistvu posnetek resno, da bo naredil. Kako pa imaš kaj sponzore, je to dobiti težko? Mislim, bolj kot ne, lahko rečem hvala Ananu, ko mi je on v bistvu vse zrihtano. Se pravi, Jim Beam, Rupa, Tem Čatež, Drinks, tukaj iz Trebnega. Kaj Boštjan Volk, še koga spustil. Boštjan. Ja, jaz bom rekel tako, da imamo tlelo Trebno neko tako lokalno okolje, ker res so ljudje pripravljeni pomagati, ne. Da če prepoznajo nekoga, da se res trudi, ne, pa bom rekel tako, da so uspešni posamezniki, ne, vejo tudi sami mogoče, koliko truda je potrebno vložiti, da je v eni stvari uspeš in so pripravljeni nekaj tudi dati nazaj, no, na srečo, ne, te lokalni podjetniki, firme, kakorkoli, no, tako da tu se lahko sam zahvalimo tlele res vsem, ki nas podpirajo, ker res to veliko pomeni, so to kar stroški, ki gremo na priprave, ki gremo na tekmo, na take stvari, ne, niso še neki hudi zaslužki za borbo, no, tako da v bistvu to res prav pride, da lahko Jan normalno trenira, pa mačkan manj dela, ne, pa tako da se res lahko temu 100% posveti, no. Miran Fabijan je rekel v enem intervjuju, da ima cel kup ponudb od igralnic za sponzorstvo do drugih normalnih sponzorjev pa ne more dobiti, ne, ampak je pa on proti igralnicam ful, kar pohvalno bi rekel, ne, ker igralnica tu je kot droga, če mene vprašaš, ne. Tako da... In da smo verjetno ponujejo, ne, tako da... Ja, tako je rekel, no, ne vem zdaj točne cifre, ne, ampak tako da ja, to sponzorje, ja, je kar sreča, če jih dobiš, mislim sreča, verjetno moraš tudi nekaj pokazati, pa tako. Ja, seveda, moraš imeti in rezultate in medijsko, tako da, kako Fabijan dela, ne, zato tudi dobiva toliko teh prilik, no. Ampak ja, vsaka čast njemu, da je tudi zavoljen, ne, da sprejme se za denarja, ne. Ja, to vsaka čast, to je malo takih, ne. Dosti jih najme, ne. Če pogledaš, dosti borcev zdaj s temi, pač, da jih sponzorirajo, ne. Pa kasino, te na vse to, ne. Ja, po eni strani je fajn, bom tako rekel, če imaš tudi
Se zdaj ne moreš z vsako firmo, ki te sponzorira, se ne poenotiš, ne vem, kaj imajo mogoče nek tak izdelek. Ja, Ni tako v življenju, ampak da imaš pa neke vrednote, ne, pa z nekimi pravimi. Jaz tudi ta krog ljudi, ki so Janovi sponzorji, bom tako rekel, ja. bom rekel, da nimajo nekih takih, kukar, ne, zdaj, ok, pustimo za igralništvo, je glih zdaj tle uletelo, kukar mogoče primer, ampak je nek tak normalen, legit biznis, bom tako rekel, ne, so normalni ljudje, se srečujemo vsakodnevno lahko z nekaterimi, ne, nekateri pri meni tudi trenirajo, pa je pol mogoče veliko lažje, ne vem, če bom zdaj rekel Vinko, ki nam pomaga z majicami pa to, trenira v telovadnici, tudi vid, koliko se Jan odreka, kako Jan trenira in je pol tudi mogoče zaradi tega lažje, ne, ker če zdaj samo eni slišajo, ja, Jan se tam v kletki bori, ne, pa nimajo predstave, da mislijo, da je to samo nek pretep, ne, po drugi strani pa nekateri ljudje pol vidijo, kako se Jan vsaj dan odreka, pride v telovadnico, gre na ta trening, trening, ne, je pa veliko lažje pol, aha, se to je pa res priden fant, ne, pa dela, ok, dajmo mu pomagati, ne. Tako, no. Kako pa ti gledaš na te socialne omrežje, tako bi rekel, kot Ja, rečemo za promocijo in športa in tvojega biznisa in Ja, definitivno tako, kot je Jan rekel, pač ne smeš za neumnosti uporabljati, pa zdaj eni 10 ur na dan gor visijo, ne pravijo, jaz se s tem ne strinjam, kdo prav socialne omrežje so brez sveze. Niso brez sveze, sem ti ga ne znaš uporabljati. Možno koristiti, se ne rabiš skozi gor visiti. Ne rabiš skozi gor visiti, poglej. Biznisa pa nekaj, kako lahko narediš, ne. Tako da... Kaj bi... Mislim, da je po eni strani super stvar, ampak prva past teh socialnih omrežij je pa, da mladina, ali pa, mislim, ne samo mladina, tudi jaz in vsi, smo preveč na temu, ne. To je definitivno po mojem mnenju, no zdaj vsak zase ve, kaj mu je preveč premalo, ne. Ampak hitro se ujameš, da si uro pa pol v dnevu, naprej tukaj imam jaz, rečemo, zase poznam podatke, rečemo, to je še malo. To je 1 uro na dan, ampak meni se že tu veliko zdi, ne. Ja, to je 7 ur na teden, tu je 30 na mesec, ne. Po drugi strani vidim, ja, da mogoče majčkeno premalo objavljam ali pa izkoristim te socialne mreže, ker pač tudi na to sem bil v nekih seminarjih, pa tako neke stvari poznam, bi lahko več objavljal, bi lahko mu večji following, bi lahko mu, ne vem, mogoče zaradi tega kakšnega člana več v telovadnici, ampak po drugi strani je pa zdaj že tako dobro, no, da se me kar neki od ust do ust ljudje, ki so pri meni zadovoljni, pa pol druge stranke pripeljejo, ne, tako da še zmeraj moram objavljati, pa tako, ampak lahko majčkeno manj, no, da nisem obremenjen s tem, ne. Tudi jaz včasih takole kar slikco dan gor, pa se nasikiram tukaj, ne, zdaj, koliko bo lajkov, kakšni bojo komentarji, kak bo, ne, ker pač to je moja osebna stran, ne, jaz zdaj nisem nek športnik več ali pa neka taka oseba, ki bo zdaj kar vsi začeli to stvar delati, če bom jaz nekaj napisal ali pa nekaj, še vseeno, ne objavljam, se mi zdi neumnosti, no, ampak ja, bolj kakšno foro, kdaj kar posnamem, ker se mogoče kdo drug na prvo že spet telovadnice, kar posnamem, pa mi je vseeno, ne. Ampak jaz sem res tak na Instagramu, kakor sem tudi tako, ne, se tudi pohecam, se tudi kukaj mogoče pol zgubi to avtentičnost, bom rekel, ali pa kaj, ne, če si ti neka medijska osebnost, mora vse lepo izgledati, na primer, ne. Pa po eni strani je pa tudi meni lažje za te objave, ker ne rabim zdaj tukaj delati, ne vem, takole, ko smo kje, ker rečem ti sem mene, da je v kolep ali pa nekaj, pa je kar na mojemu profilu še, pa se ne rabim tukaj s tem ukvarjati, no. Tako, nisem zdaj, da bi mogel vsak dan objavljati, da bi čutil potrebo po vsem tem, se mi zdi, da sem kar zmeren v tem, no, na srečo, ne. Ampak razumem pa po drugi strani, ne, če si pa športnik ali pa če živiš od tega, si pa ti v bistvu ko produkt in marketing je pomemben in se moraš dati ljudem uvid v svoje življenje, ne, kaj del, ne vem, pri Janu, na primer, del treninga, del prehrane, kam gremo, ne, da si zanimiv, ne, ker pač tudi ljudje se radi, se v bistvu je pa tudi ena dobra stvar, ne, da se malo povežeš, pa ga lahko nekoga prijatelja spremljaš, kva dela, ne, pa ena strani je čisto super so te socialne mreže, samo moraš pa sam znati neko mero moraš imeti, koliko časa na temu preživeti, ne. Jaz definitivno ne scrollam, na primer, po TikToku, so super posnetki, zanimivi, jaz to vem, ne. Sem pa lahko tudi YouTube gledal cel dan, ne. Jaz imam TikTok, na primer, evo, ne uporabljam minuto na dan mogoče, še ne, zato ker se ne spomnim, ne. Jaz sem pogledam, kaj Jan objavil in to je to, ne. Pravilno vidiš. Ne pogledam niti enega drugega, edini nasprotnik, evo.
nasprotnike od Jana, evo, tu pa pogledam posod Facebook, Instagram, TikTok, Google, karkoli je. Tako da tudi, evo, meni prav pride socialno mreže, da naštudiramo nasprotnike. No, prej, ko si rekel, ne, da dober zgleda, pa tako naprej. Tu imajo vsi probleme, tudi vidim naša stranka, ne, se ne upajo objaviti, ker kao ne zgleda preveč dober. V resnici, pa to si iz izkušenj vem, najboljš izpade ono, ki ti kar posnameš in celo ne sme biti predober, ker če ti narediš ono top reklamo, reče, to je reklama. Če pa ti sam tam nekje, sam pritisneš, kaj je trening, ne, video pol minute, lahko to pa zelo dober izpade. Ne. Je pa zdaj rečemo, ne, če bi ti več objavljal, ne, če bi vsak dan en video kratek iz te tvoje telovadnice objavil, pa bi rečemo tako, kot jaz, ko sem nehal, ko sem len, pa bi tu kdaj videl, pa bi mogoče malo prej prišel. Ne. Tako da tu bi ti bilo pametno delati. Ne. Spodbudil in bi na koncu tudi s tem zaslužil in tudi njim pomagal. Ne. Ampak ja, no. Pa še zdrav način življenja vzpodbujaš. Ja. Tudi med drugim ljudmi, ne, tako da, ne. Sam bi si mogel pol res za to vzeti vsaj majčkeno več časa, ne. Ne, jaz ti pa glih hočem reči, da si ga ni treba. Če bi nekaj normalne stvari sem posnel. Ja, lej, tamle, ko Jan boksa vrečo, 30 sekund, to sploh ni treba nič vli gruntati, ali pa, dobro, te kakšno žensko moraš to uporabiti, tamle nekaj dela, rečeš ti, te lahko 15 sekund posnameš, vržeš gor, čisto nič ne kompliciraš in to zmerno dobro izpade. In tu je največja napaka, ki vsi delajo na socialnih omrežjih. Ne bom objavil, ker ne bo dosti dobro izpadel, pa doskrat ti še najboljši izpade. No, tako, Ja. to so moje izkušnje. Ja, moraš biti tisti, kar si, no. Mislim, po mojem, no. Če si upaš to, pol veliko bolj izpade in tudi ljudje pol to prepoznajo, no, se mi zdi. Ja. Da zdaj. Kaj pa poleg tega, poleg borilnih teh športov, imata še kakšen drug hobi ali je samo to pa nič drugega? Ti, Jan? Trenutno ga še iščem. Nimaš, se pravi, ne hodiš v hribe, ne bereš knjig, kolesariš. Trenutno s cajtom res zdaj ne sklonim, da bi grem kdaj kam, no. Bom zdaj rekel, da sem doma, ampak večina so pa pač treningi, no. Imam tudi punco, mi šel ona vzame cajt, tako da tako da ne gre vse, no. Kaj pa ti, Jan? Jaz v bistvu je ta moj hobi, no, ali pa to vse prosti čas v bistvu. prerastel v poklic. Tako da sem včasih tudi zmatran, pa včasih je bilo bolj, ker sem lahko sam zase boksal, ne, zdaj pa moram, zaradi, ne vem, včasih, ker sem zmatran biti na treningu ali pa karkoli, ne, se tudi teži, ne sem boks. Ampak še zmeraj to najraje delam, tako da ni problem. Zdaj druge hobije, tako, veliko stvari počnem, zelo rad kam grem, karkoli, ampak ni pa to zdaj, da je v bistvu, da bi lahko pisal kakor hobi, ne, da se to hobi bi jaz dal neko dejavnost, ne, da izhodim enkrat tedensko, naprimer, ne, jahat, ne, ali pa, ne, s kolesom dvakrat na teden vozim. Tega pa ne počnem, no, da bi imel neke planirane aktivnosti, ne vem, bom rekel, zelo rad, ima vse različne stvari, evo, ne vem, zdaj sem s punco hodila plesati, ker smo imeli eno poroko, pa tako, no, tudi vse mi je všeč, ne, da se nekaj premikam ali pa da je v naravi, ampak nimam pa nekih, bom rekel, hobijev tako, da bi lahko hodil dvakrat na teden, pa zdaj točno takrat, ne. Ker to je v bistvu meni že pač trening, kickboks, borilni športi, no. Zdaj si bil, na dopustu si bil v Bosni, tudi sem videl, ne? Kako je bilo? Ja, najprej moram pohvaliti, da je imela tašča zapiske, ne, Tomaža Gorca, ne. Tako da smo se tudi malo orientirali, tako da včasih tudi videi prav pridejo, ne. Ne, mislim, je bilo super, no, bili smo in v Sarajevu, pa na Igmanu, na Bjelašnici, pa pol na Jahoridi, no. Pa še v Titov bunker smo šli pol dol pogledati, v Konjič, če sem si prav zapomnil. Konjic, ja. Tako da, mislim, vsemu super, je malo drugačna kultura, ne, kakor smo mi navajeni, mogoče, ki je, ja, malo se moraš prilagoditi, bom tako rekel, no, ampak super, no, jaz sem bila zadovoljna, no. Tam je bilo tudi vreme, je bilo meni super pisano na kožo, ne maram preveč vročine, bom tako rekel, na dopustu, ne, tako da na more bi šel rajš,
pol septembra, tako da zdaj Igman je, ne vem, bom rekel, nekje 1500-1400 nadmorske višine in je bilo tu po noč 13-14 stopinj in jaz sem bil cel srečen, ko ni bilo prevroče. So bila v hotelu, vse super. No, pa kar smo okrog hodili, ne, pa tudi malo spoznaš kulturo, malo greš, ne vem, na izvir tiste reke, smo šli pogledat, Baščaršija, take stvari, no. Jem rad, tako da čevabi so tudi bili take stvari. Super. Glavni del. Ja. Kakšne imate pa načrte za prihodnost? Rečemo ti, Jan, če poveš, bolj pošalen. Borbo vsako zmagati, mesec kje na dopust. Tak, simpel življenje. Kaj pa po športni karieri, kaj boš pa pol počel, boš tudi trener, tako kot Alen? Že zdaj vmesno se tudi z Alenom malo tu dotaknil se na kakšne individualne treninge, da bi tudi začel. Tu, ko me pač tudi, ko imamo tekmovalce, tudi veseli, da bi kaj z njimi tako sodeloval. Take zaenkrat na zadeve. Diplomsko zdaj zaspisati. Kaj študiraš? Na lesno, v bistvu. Lesni sem. Tudi zdaj je trenutno v planu. Lepo. Kaj pa ti, Alen? Jaz pa mislim, da se kar najdu. Zdaj pa moram samo to svojo vizijo do konca razširiti. No. Pač, da bomo enkrat svojo športno kliniko, bom tako rekel, kliniko, mislim, športni center in tudi malo bolj usmerjeno, tudi ne vem, še zraven še na aspekt, ne, fizioterapija in vse to, no. Tako da lahko res pomagamo ljudem v boljšem gibanju, v boljšem življenju, no. Tako da to je to, no, kar si želim na tem področju še rast, no. To je moj dolgoročni cilj, drugače pa zdaj, ne vem, s punco hišo gradiva. To je tudi kar projekt. Ja, tle moram pohvaliti na tasta, pa družino, da res pomagajo, no. Oni se v tu bolj spoznajo, jaz ne glihno, pa tudi časovno sem, kar bom rekel, omejen, ker sem pač cele dneve v telovadnici, tako da, ampak ja, no. Niste se glih v ta pravem cajtu spravljati delati, zato ker zdaj so šle cene v nebo, ne. Ja, samo tudi v nebo, če bi vprašanje, težko, da bojo šle dol, ne. Ampak če bi 5 let prej začel delati, to je bilo... Jaz početlak to mora zagledati. To ni šlo. To je bilo... Jaz se spomnim, ko sem tale objekt, še ta zadnji del, bi rekel, tisti z diskoteke naredil v normalen, ne. Pa sem najprej en let sem spodaj delal, drug let pa gor in to je bilo tam 18 pa 19. Veš, kakšne so bile tu že razlike v cen. V enem letu. Zdaj po koroni je pa šlo tu... Ne, in rečemo, fasado moram tudi malo zrihtati, ne. Pa čakam, da bi imeli majstri kaj več sajta, ker me zdaj vprašaš, kdaj, čez pol leta. In seveda temu je primerna pol tu cena. Če ima on toliko strank, veš, da bo ceno dvignil, ne, tako da to je nenormalno ratalo, kakšne cene, tako da. Se je počasno, mislim, nekje je treba začeti, ne? Ja, to je res, to je res. Pa bomo počasi. Ja. Fanta, jaz se vama res iskreno zahvaljujem, da ste si vzeli cajt, je bilo lepo z vama podebatirati. Upam, da se čim prej vidimo na treningu, to je seveda od mene odvisno, ne. Želim obedvema ful veliko uspeha v teh borbah in na splošno v življenju, tako da... No, tudi hvala tebi na povabilo, pa bomo še kdaj to naredili. Hvala. Tako ja, hvala, pa upamo, da se vidimo. Ja, lej, imam tu vsak dan pomislim, da bo treba enkrat. Treningi so še z menom ob nedeljih, po torkih. Tako je. Ob kateri uri sem pa že pol 8. Takrat imamo rekreacijo in evo, za zdravje. Koliko pa zdaj hod ljudi? Pa poprečno se na treningu rečemo 15. Pa se malo menjajo vsakič na tem kickboksu, pa še ostale stvari. Super. Vse bom potrudil, no. Tako da hvala še enkrat. Gledalci vam pa tudi hvala, ker ste gledali do konca. Tisti, ki še niste naročeni na moj kanal, se naročite, napišite kakšen komentar, všečkajte, po komentarju tudi lahko napišete, koga bi želeli še kot gosta. Adijo, hvala.